predstavljati? Ja. Pesnik Borut Gombač je živeči mariborski klasik, kot je pred kratkim dejal Bojan Sedmak v svoji lucidni misli, ko so bile natisnjeni, oziroma ko so bili natisnjeni popevke, songi in šansoni. Torej po 5 letih po natis te krasne zbirke popevk šansonov. Borut, kako se počutiš, da v takšnem času, ko na nek način mediji spodbujajo pravno kulturo, po drugi strani pa pravijo, kako se prodaja knjig zmanjšuje, da se vseeno takšna knjiga pa natisne? To, da je ta knjiga pošla, ima verjetno pač več razlogov. Veliko pesmi v tej knjigi je razmernih, mogoče malo širša publika kot osko literarna publika, tudi ne vem, zapravo Dušan, vidim, kako je bilo natisal, ne vem, koliko je res pošlo, pa je pošla, sem pa vesel te nove izdaje, zaradi tega tudi, ko sem lahko določene pesmi dodal, pa nekaj tudi popravil. O tej zbirki bova rekla nekaj tudi kasneje. Najprej bi mogoče začela za zelo preprosto besedo, torej besedo. Kaj je zate lahko beseda? Kot vemo, delaš veliko na pomenu, zvenu in vse to gre v neko razsežnost, ali gre zdaj na noter ali na zven. Kaj je torej zate beseda? Zelo težko vprašanje. V bistvu vse poeziji, zapravo iščeš isto pravo besedo, ves čas na pravem mestu. Beseda je za mene živo organizem. Nikoli je nisem imel kot nekaj statičnega. V nekem intervjuju sem zdaj rekel, da je tudi odvisno od konteksta, kako je odvisno kontekst, ki uporabiš, če rečeš besedo šepetanje, če reče igralec, recimo na gledališkem odru, ali pa če to slišiš po radiju, ali pa slišiš besedo prasketanje, ima takoj drugi pomen, če vidiš človeka, ki to reče, če ne vidiš človeka, seveda poeziji, ko je potem v družbi drugih beseda, se te pomeni skozi prepletajo, prekibajo se, pomeni zvočnost, se prekibajo tako v drugemu. Skratka, nekaj zelo živega, besedem ne samo, da jih uporabljam, rad in tudi prisluhem, če se ne da tako, da same spregovorim. To je dobro izpočni za naslednje vprašanje. Rekel si, da jim rad prisluhneš, ker razbrati iz tvojih pesmi je tako torej podobe, kot torej tudi blagoglasje ali stišoglasje. Kako torej združuješ, recimo Borisanova, ki dela dosti bolj na zvoku, tebi pa nekako uspe, da vso to podobo spremeniš tudi v zvok? Že prej si omenil, recimo, prasketanje, šepetanje. Mislim si zadovolj se navadno več naredila, toliko na temo, tako je pa dela res. Mogoče bi se vrlo malo na začetkah svojega pisanja začel pisati. Sem pravzaprav pisal nekakšne zvočne simfonije, zven besed, to je strahotno raznevidnostnost. In to recimo, nisem gostilo Borisana Novaka, ki je pač beseda, ki zveni, ampak sem delal neke simfonije, recimo nekaj krhko, steklenica, krilo, puh. Mislim, da se je bolj potem bilo nekaj mehkega, pa nekaj krhkega, pa nekaj. No in takih pesmi potem se strašno užival in si jih napisal ogromno. In tudi z njim takrat, da zelo fajn je bil takrat besedami nastopa, ki se dal tudi tvoj brat. Ampak kot sem v nekem trenutku, se mi je to zdelo predvsej, nekem trenutku se mi je delo prazno, da mi nekaj manjka.
In da jaz lahko s tem tudi delam zdaj na zgodč, vse je fino, to je v bistvu še skoraj samo glasba, ne? In potem je eno tako čudno naključje z željo videla sem bila v Ljubljani in sem nekaj brskal po knjigarni, mislim, po konzorciju, po knjigah in tako po naključju zgravim otroško revijo Kolirček, to je zdaj Kekec, takrat sem imel Kolirček, naključje tudi, da je Boleslav Novak bil takrat urednik, ki se krvno videla in tisto odprem in ne vem, koga sem videl, ali bil to Roza, ali bila to Lina Trap, ali en otroški pesnik, nekaj sem rekel, to je to. To besedno zaključal sem skoraj tam noter in sem šel domov. Sem šel nekaj prav domov, takrat smo v Ljudskem živela in sem zvečer že začel pisati najprej otroške, potem nekaj. Prvo sem je nekaj, sem se rekel, kako je to filo, sem pa lahko to združil, tisto simfonijo odprej in obensko se si veliko zgodbo, zdaj to nekaj čega ne, čisto zgodba, tako točno smisel zgodbe. Ker potem, če še ostaneva pri poeziji, pa delaš torej tudi na obrnjeni metafori, Denis Škofič še mogoče naših avtorjev danes uporablja. Kako pa je v bistvu obrati takšen postopek, takšen način obrniti metaforo? Mogoče danes metafora celo v poeziji izgublja pomen v nekih novinarskih ali vsakdanjih pogovorih, v bistvu na nesrednji ravni že uporabljamo v bistvu vsakdanje metafore, ne? Te obrnjene metafore se mislim, da ni toliko, so največ vedno so konici, ne vem, da ti veš, da smo bili to literarno šolo, v okviru literarne, če sem literarne, je bil tudi Denis zraven. Jaz sem ga zelo takrat upozoril, da je to fino, te obrnjene metafore, ampak da ne sme pritiravati. Jaz sem jih sicer že prej, tudi, ampak imamo neko naključno, ampak mislim, da je pesem prevedla, zdaj ne vem točno potem. Pesem je pa prosto prevedla do tega, da se je povem v nekem trenutku obrnil. Nisem veliko prevedila zelo pa. Tega sem celo malo pol nekaj časa tisto prebiral, ampak imel celo namen mogoče tisto reč ne, tiste dve ali tri, ki so, ampak bi se pesem totalno porušila, da sem jih pustil. No, pa je to pač eno vseeno, da če tebe pretiravaš, če ali ne, pač nekaj na nek način se. Samo pesem. Kaj pa je z časom? Tvojih pesmih, zlasti recimo v Prehodu, pesniška zbirka, ki je na nek način zelo urbana, pa hkrati v bistvu gre za stari čas, kjer recimo lahko prepoznamo uro iz avtobusne postaje, ampak na tej veliki številčnici torej so kazalci, ki v eni sami drobni minuti, ali pa mogoče, če gremo tudi malo več, se lahko zgodi ogromno in tvoj lirski subjekt ali pesniški subjekt opazi in v besedi veliko stvari, kaj se lahko zgodi v nekem trenutku. Ja, ne vem, čas me je pač vse to, ko sem rekel, mislim, medini, ker čas me mirja, čas me je pač od nekde zmirja, jaz mislim, da celo prve pesmi, moje prve zbirke, ki sem jih izdal za otroke, mislim, da se tam budilka zbudi, ker zazvoni, pa sliši, kaj zazvoni, samo sebe, no, že tako neko paradoks časa, to je v bistvu skozi nemirjen. Mislim, da je čas, čas pa res skoraj da vse zbirka, tudi v nekaj ljudskih igrcah. Vse časi se bolj malo celo nazaj držati, da ne bi pritiral v tej smeri, ampak ne vem, čas je nekaj, jaz pravim, da predmetom prisluhnem, da sami se mi govorijo, da zelo tako čutno prisluhnem, da govorijo isto pač čas prisluhnem. In potem se mi v nekem trenutku zgodi, da trenutek do trenutku traje, da me pesmi ali pa pravim, da je trenutek zbere samo osnutek trenutka, nekaj v tem smislu. In potem se ti pogleda te stvari, prvi se ti naenkrat odpre čuda stvari, vidiš nekaj čisto druge stvari. Mislim, da imam med psencah, ki si popah nekje, da se vedno spominja nekoga
prihodnosti, ne, celo, ne. Neki film, če ko je tak stavek narediš, se ti pesem potem nastane, dobi čisto neki, ne, dobiš neki malo se vidiš, od realnosti ne vidiš realnost neke druge strani, ne. To me pravzaprav vznemirja. Nikoli ne gre da vedno, zelo pa to verjemo, ampak ko se to zgodi, potem pesem se začne samo pisati, samo bez, samo presenečen, kaj stane. Ali pa prsti proti polnici, ne? Ja, se to je. Čeprav pesmi so v večini torej urbane balade, ne? Ali pa v njih torej veliko urbanih motivov, pa v njej najti tudi recimo pune, ki se tudi drugače pojavljajo mesto, ampak v bistvu veliko je te urbanosti, ampak veliko te energije, narave, torej predvsem organske, ne govorimo zdaj o anorganskih, kako upletaš torej te drobne motive v takšno urbano okolje? Zdaj, ko se je začel COVID, da smo bil čakali, da bari dežne same. Ko si bila knjižnice zaprte, ne? Knjižnice zaprte, se je dodal, ja, 3 mesece je dodal, ja, predvali, zdaj smo kasneje drugače. Ljudje smo zelo dosti hodili na sprehod po teh naših knjigih in jaz sem bil pred mestom, ali moram pošati, sem se nekaj zavedal, tako zapravo jaz pisem. Skozi pravim te urbane balade, tako zapravo jaz pisem. Tipično način pa skoraj, da smo mest je nekaj čisto drugega, ne? Recimo, hiša, v kateri smo obstanovali, zdaj smo dobro malo ljubili, ampak še vse v Košakih, je gledala za enim oknom na Šentilsko cesto, ki je bila v nekem času, v času Jugoslavije, najbolj prometna cesta v celi Jugoslaviji, vse tisti zdomci, vse je šlo, to je in pogled naprej, temelji s tistimi silusi, ko si se pa obrnil nazaj, si pa bil isto naravi, ne, so pa bili zadaj vinograd, pa so bili velike trave. Enako je bil z šolo, v društvu, katero sem hodil, v bistvu si bil čisto na robu Melija, po drugi strani smo se pravi sankali še v šoli, ker se mestni otroci niso mogli. In se mi zdi, da mogoče pa to ravno zanimivo, pa tudi te košaške gričke so malo tako više, ne, da se jaz v bistvu zbem malo dolgledali, mogoče je to ravno taki pogled od zunaj, ravno pred tem zanimivo, da lahko vsega malo drugače, če bi bil, da lahko vidim vednost tega. Ko sem tudi malo pogledal po svoji poeziji, smo zato tudi veliko narave, tudi zrade. Jaz sem izgledal, da so čisto urbane, da so same povadne, da samo, ja. Ja, tukaj bi mogoče tudi samo dodala to, da če vse primerjam Verlajevo poezijo, je veliko bolj, bom rekla, meščanska, kot pa recimo tvoja, ker je v njej najti tudi ogromno narave, mogoče tudi manj dialoga, ne, ali pa shičenosti nad mestom, ampak bolj ta subtilnost, kot pa nagovor. Ja, mislim, sicer tudi različno, nisem za tisto, da to zdaj, če bo urbano, za to ni samo kritika, bolj očutno. Ja. Vedno, recimo, jaz sem nekaj časa, to je bil skoraj taki fetiš, ko bil še bil poslušal debele zime, pa bil rdeč semafor, pa tisti beli sneg bil, to bi bila ne, pa se z avtobusom peljal, ki je tak, tisti avtobusnik, pa te vozili. Take stvari smo tudi vmestno, da je zelo zgledal. Nikoli pa nisem pač pa pišem na drugačen način. Jaz mislim, vse mislim, da sem to, tisti ljudje delam z malo nekaj odgovarjam, da je to zelo isto od človekovega ritma. Zdaj, če slišiš Barbarja, kako svojo poezijo recitira, si težko predstavljaš druge, kot tam neko malo sličanje, pa to, ker je to del njegove potravnosti. Je res. Walt Whitman je mogoče ne, da ste drugi mogoče. Prosila bi te, če nam prebereš nekaj pesmi. Iz nagrajene zbirke, torej Veronikina nagrada. Iz te mokre gline je skril vežen kip, da tip je brezobličen, breztežen in knetljiv.
breztežen in vnetljiv. Medtem, ko z nikoli posebej simetrično palico za ravnotežje, negotovo stopam po navidezni črti med časom in prostorom, nekdo, ki ga še ni, čaka na začetek začetka. Vse njegove bodoče odločitve so še vedno prave, morebitne dvoumnosti ne siromašijo, ampak bogatijo. Njegovo ime je njegovo telo. Njegov jezik je z osupljivo natančnostjo, utepljivo zvočnostjo in neomejeno metaforičnostjo opisuje stvarnost, je zlahka prevedljiv vse ostale jezike, žive in že zdavne mrtve. Še vedno v koraku svojo senco, eteričen, transcendenten in hkrati utepljivo telesen. Čeprav je v osnovi torzo, ima glavo in obraz. Njegov pogled je jasen, prodoren in predvsem tako polnokrvno živ. In ničesar da izreče ta, ki ga zastira lasten glas. Medtem, ko bosa stopala opisuje omrzlo jutranje stopnišče, neslišno sledim beseda. Naj se poveže zgolj zaradi lastnega magnetizma. Naj svojo mehtansko logiko kar same skonstruirajo zgodbe. Naj zaželijo mogočih in nemogočih metaforah, do skrajnosti dimetičnih detajlih, organske in metafizične, zgoščene po medijih in asociacijah, razpršene v odsotnosti jedra, iskalni naključja nesistematičnega sistema svobode. Neslišno sledim besedam, medtem ko za zajtrk ob kave mečkam časopis in se ga vsak maže na kruh. Neslišno sledim besedam, medtem ko prebrani prostori hitreje od časa zgoščajo brezimnost množic, singularnost in se kratkost posameznih eksplozij podaljšuje neskončnost ene same. Konice jezika. Svedek se še ni dotaknil zobah. Telefon še ni zazvonil. Še malo in sonce bo natanko 6 stopinj pod obzorjem. Stik civilnega astronomskega mraka je še primerljiv z Michelangelovim dotikom. Ulične svetilke še niso prižgane. Kazalec desne roke se še ni zadostno težen naslov vrti kot dilej. Sneg še ni zdrsnil streh. Oči ne zaznajo vek, ker s pogledom še vedno razpirajo telo. Polprazen mestni avtobus še ni povozil po tepuške mačke, ki se na pol glas nagoni že 3. dan. Žoga še ni treščila v šipo. Pravkar izkrenjena krogla se še ni dotaknila telesa. Pravzaprav se bo že povsem približala. Zrak, ki se pred njo valovih razmika čez razgaljene prsi, je podoben nevidnemu in žvečkljivemu puhu, vroči sarpi razžaljenih ustnic. Tako blizu. Pravzaprav se svinčena konica že dotika kože, lahko in neskončno nežno. Najlepša hvala. Borut, če ostaneva pri tej zbirki, lansko leto si za to zbirko prejel Veronikino nagrado. S konice jezika, mogoče zakaj ravno tak naslov? V bistvu gre za velik detajl in v bistvu res neko nazobčenost, če poudarim konice jezika. Ja, naslov, zakaj nisem dobro. Dal sem ga celo, ko sem napisal to zlato pesem, ko sem pesem, ki sem do zdaj na koncu prebral, takrat sem se odločil za ta naslov. Je pa nekakšno, to sem kasneje razmišljal, moja prva zbirka za odrasle je bila razblinjene planine, kar je popolnoma nasprotno od konica, ne. Tam sem si rekel, da
tam je bila recimo neka tista srednja misel, da lahko le za razgledanje, da mis sežeš skozi steno. Tukaj pa s konico steno se zvate zgodati še recimo. Ampak dobro. Drugač pa potem je seveda, to so vse kasneje, ne se, ko sem pisal te stvari, da sem pravzaprav potreboval, da smo to povezali. Torej jezik kot sistem sporazumevanja, pa jezik kot zelo čutni erotični organ. Ne vem, samo veš, ko pišeš, nekaj trenutku začutiš, da je tisti naslov, ta pravi, ki zajame zbirko. V bistvu je tudi to, pri tej knjigi gre dosti krat za približevanje, se pravi približevanje besedi, posluškovanje besedi, včasih se je malo dotaknil, malo dotrajil, recimo pa, to se mi pa zdi kot del, da se vidi, da je pisal človek, da ni nekaj. V drugi strani pa je, za razliko od vseh mojih zbirki, mogoče največ neke čiste logike, čiste logike, ki pa ponaleti na nekaj središče ni točka, ampak je, to se mi zdi. Ravno ta logika, ne, pa se bom potem vrnala k temu sistemu, ki si ga prej odprl. Tvoje pesmi so v bistvu zelo logične, ne, imajo na nek način A, ki se preslika v A1, ne. To sem se nekoč igrala z pesniško zbirko Prehod. Kako v bistvu to delaš? Sicer praviš, da se pesem piše pogosto krat sama, ne? Ampak recimo v Prehodu imaš to slikanje recimo dveh rolerjev, rolerke mlade, vitalne ženske in potem nekoga, ki sledi, pa ki v bistvu lahko razberemo, da si rolerje kupi zaradi nje, da bi jo ulovil, ne? V bistvu ravno to so sledje, mogoče, če pa greva mogoče v sistem jezika in ne recimo matematično polje. Ne vem, kak je zelo težko vprašanje je. Jaz vse, kar pišem, nastane iz nekega, malo pretiravam, ampak je naključnega, skoraj detalja, pač jaz zelo opazujem svet, ta detalja včasih nekaj čisto brezvezdnega, to zdaj ne povedi, to lahko ne zdaj ne pika, pa znači ne stega, ne, ampak pri Prehodu je pa v bistvu, ravno prej smo dobili, da je zelo veliko dialoga, ne, tu se dosti krat včasih, mislim, da je nekaj pesmi celo ne. Ja, za Prehod sem rekel, da je v bistvu neko tako, to so pesmi v prozi, v katerih se lahko čuti to, kar delam recimo v pravljicah, tista nadgradna realnosti, nekaj, zelo se čuti to, kar delam v radijskih igrah, kjer gre za dialog, nekaj pa seveda tudi te zvočnosti, pa tega se tudi zdaj, konkretno pri tej pesmi vem, da to je zdaj sicer, mislim, da več kot 10 let, ker sem to napisal, da je malo več kot, ja, še več kot 10 let. Ampak vem, da je bil nek detalj, da sem zagledal nekega malo nedobnega spoda, ki je zdaj mojih let, ki je bil na rolerju. To svoje bi imel fraja, ne, da se je ločil, potem po drugi strani se mi malo smilo, ker pač in tista, ki bo je prišla pol nasproti, to je samo pesem, nisem nikakor si rekel zelo desno. Pri teh pesmi se zelo dosti krat bolj zgodi, da pride do nekega dialoga, ki ga prej niti slučajno nisem počakal. Ker potem gre za veliko zaznavanje, tudi ne, še prej, torej skonice jezika ali pa razvinjene dlani. Vsaka tvoja zbirka, torej potem sence in sinkope, govori, torej, ali pa kaže na človeške čute, ne? Ali torej zdaj dlan kot tip, ali je to pogosto torej optika kot lirski subjekt, opazovalec in potem torej okušanje, ne? Pogosto krat tudi recimo motiv nožanja, ker je v bistvu lahko beseda kot nož ali pa recimo resno, torej rezilo, ki prereže ljudi.
neke odnose in razmerje. Ja, zdaj, ko si vedno mož, pa res, meni zelo to zdobilja, da beseda mož, pa res deluje kot res, zveni kot res, prej smo vedno beseda stekla, misliš, ni stekleno, steklo, lahko se zdobi, ne vem, verjetno pride to. Jaz pač, se pravi, tako opazujem, zelo rad posluškujem stvari, tako posluškujem besede in oni pač besede prepeljajo. Pol se treba malo tako umakniti in prisluhniti zgodbe, ne? Moj takšen način je, dokler jaz nisem svoje enake, ki so apolisi v pesmi, podivsi, tudi recimo scenarski, dokler jih imam čisto na nitki, to ni vredno, ne? Ko pa se oni strgajo na nitke, pa začne svoje živeti, to je to. In to se mi pravzaprav tudi pri poeziji ves čas dogaja. Ja, ker v bistvu zdaj, če hoče preideva na like, ki jih opazuješ, živijo svoje življenje, so na nek način posebneži, pa v bistvu niso posebneži, ker so v bistvu avtonomni ljudje, ki kljub svojim, recimo, posebnostim ali pa mogoče tikom, kar je lepše, mogoče ima svoje veselje v življenju, na primer, ne? Recimo tudi v songi se to pokaže. Tipično je, res je pa rekel, to je nekakšna skoščenja, ki se gledala s pritonom banane na gledečih tleh, kjer nastopajo te posebneži. Glavno so to neki mestni posebneži, glavno tudi kloše, ki imajo ponavadi za sabo največkrat službove, da neka ljubezenska, pač neko težko zgodbo in ja, so to s pritonom bivali smo bolj gotovili, da pa v vsakem sumu neka svetloba, vse eni sonci se žalostno končajo, smrti končajo, vse je neka svetloba mogoče, ki vse druge malo bolj, ki to je pa pri teh zgodbah, tudi za nekaj trenujo govoril, nastane zgodba, pač z nekim junakom nastane neka zgodba, z nekim detajlom, in potem se recimo sluča nekaj pričice in kloša, in se potem pogovarjala, in se pravzaprav videl, da sem jaz v njemu napisal pesem, in pri tem je nekaj še to, da sem zdaj na vse pri pesmu malo pretiraval, sem tako, da ne more biti, mogoče se malo, ampak je žal res. Je pa tudi res, da če znaš se enkrat najbolj poštenkaj, ki je pravzaprav bila mogoče s songi, pelke s songi ravno osnova bila ta zgoščenka od Kritonov, da sem pravzaprav jaz ko delam glasbo, da ko delam besedila za nek band ali za nekega posameznika, nočem nekak priti od zunaj. Hočem postati del benda sami. Pitoni so že prej pisali nekaj take pesmi, neki posebneži, neki posluki, nekaj zažgal, pa neki polnih, pa nekaj jaz nisem mnogo popadil. Nekaj takega. In jaz sem zdaj nisem prijel zdaj njihov, kaj sem zdaj jaz nekaj od zunaj nekaj. Ampak potem smo bili nekaj časa skupaj, tudi smo daj skupaj kaj popili, se kaj pobili, nekaj take, potem so začeli te stvari nastajati, tako jaz imam bolj občutek, da sem del benda in bolj nastopal, bolj občutek, kot da jaz sem nastopal zraven. V bistvu ste zelo kompatibilni, tudi recimo tako se pas na sredno novo, da sem celo nekaj časa sam mislil, da si jo napisal sam, ne? Ja, včasih imamo, jaz sam včasih Pitone poslušam, to nisi jaz napisal, ne nekakaj, ja. Ker velik del tvojega ustvarjanja je v bistvu glasba, torej si tudi glasbenik, sodeloval si tudi pri rockerjih pojejo pesniki, ki v bistvu je pred leti išel tudi skupni zbornik vseh besedil, ne? Kakšni so zdaj torej zdaj sodelovanja
če gledaš na nek način to z distance, kakšna je bila glasba prej, kako je bilo ustvarjati in kako je torej pisati besedila v neki digitalni dobi, ki omogoča brisanje šumov, odpravljanje napak. Recimo 15 let nazaj je to bilo veliko težje. Ja, to je zdaj tako splošno, to zdaj ni začeno samo za svojno vprašanje. Ne? Mislim, da smo se ravno včeraj sem za to temo pogovarjali. Preko si doma sem nekaj pospravljal in sem našel se stvari, ki sem s samim strojem pisal, pa potem tako popravljeno. Ne? In se zaveš, kako se takrat moral paziti. Ne? Bil si več čas maksimalno skoncentriran, ker če si se zmotil, bo tukaj proces, nekaj časa si še lahko, pa če si pa vse strane, da si pa moral vse nekaj. Pri pisanju računalniki pa sve nevarnost, ta nevarnost, da malo bolj tako pišeš, pa saj že pa popravljeno. Bom zdaj nekaj, ampak to ni, mislim, da moraš biti od vsega začetka. Seveda, računalniki zelo dobrodošlo zelo pisanje različnih daljših stvari, normalno da je. Čeprav take zapise, osnutke, si še jaz vladi, da vidim, da pirno proces je tudi no, pa zmeraj zdravi hoče pobirati to, da se zapiše to rezeče tvojih računalnikov. Ja, ker je postopno drugačen, ne? Sem pa, ko sem prišel do računalnika, ne, pa sem takrat pisal ravno za otroke, eno pismo je zbirko Stoček in Minutka, se imenovali. Spet čas. Ja, pa ne sploh. In sem tisto računalnik vključil kot neko orodje, pa tisto kot del, tam sem imel tako majhen čip, sve računalnik, ko sem hočel postati čipke, nekaj tri smisla, pa hoč sem tudi to, da sem lahko oblikoval, da sem ga vključil v igro, če ne čisto, da sem neko prazno orodje, ampak sem ga vključil v igro, pa tudi če nekakšen tako troško to uporabljam, tako da ga vidim samo za tisto hlato. Ja, ker se mi zdi, da tudi pri otroških delih v bistvu razstavljaš in sestavljaš nazaj, so takšni, recimo, motivi. Na nek način razstaviš neko podobo oziroma neko misel, od ljudi. Mogoče variacije, če to mislim, mogoče kakve variacije. Ja, to imam tudi, to sem prej mogoče tudi, mislim, razumel. Ja, mi to pomem rad, ja. Da rad se osvetlim neko stvar z različnim vidikom, kako bi da malenkost nek spremenim, pa koliko to pomeni, isto je to neko nekaj efekt, čisto mala spodruga, koliko je nekaj čisto nekaj. Bi mogoče zdaj prebral kaj iz šansonov? Ja, to. Razbil je Marko Krogler, in CD-o izlučanih set. Dekle prevarim. Neskončno dolg je drevoriti sin. Vsak list skriva majhen zemljeni sveta. Korak pogrezden prh, ki je poprem, šelesteči glaski zemlje in neba. Dekle med divmi postali stopa, somerna soderna, razvršene veje. V sprtih ježicah slavi se kopa, veter leteče ladice šteje. Čas ne viden, čas je žereč, rumen, oranžen, pokar, rdeč. Leščavo poletje je le še spomin, sonce vrtinci listja vrti. Vsak žarek je dan in opomin, vse krajši zadevi, vse daljše noči. Dekaj je zazrto tja do drevoreda, ker dan se gosti ledvičasto piko. Morda pa prav tam za hipet zagleda njega, ki slika pastelo to sliko. Pa zdaj ena groba, za Marko Krogler sem darila nek CD, ki bo
mariborski motivi, mislim, še celo, da moče z nekaj poznanstvenim desetljivom, te pesmi še nima, na prvi izdaj Flosarski ples. Polnoč na letu, luna in vina, klošasta rdeč predirno gradina, bele peruti dvigajo zdrave, mulj potopljene pesmi in splave. Ludne sojo note pršijo, iz inštrumentov, ki bi z melodijo že bolečo čez davni pohorski les, še mrtve zvabili na flosarski ples. Šajla-la-la, pleši s teboj. To noč boš moja, to noč bom tvoja. Šajla-la-la, šajla-la-ni, zavrti se z mano globino noči. V prsih splavarjev gozdovi šumijo, pesmi podrča dolino vodijo. Plesalke razpirajo rečne bregove, plesalci prebujajo speče valove. Bele plesalke, tanke jih vidi, ker tanke jih vidi, labode strani. Kokoško zaveda njo, ki jo išče, zavriska in steče na dravsko plesišče. Pred leti sem z dramatikom Aleksandrom Zmetkom Kodričem sodeloval pri muziklu Poetova svadba, jaz sem pisal songe, kaj sem pomoral študirati se te like, en taki lik je kopljaš. Črni kopljaš, ja. Črni kopljaš čaka pred vrati, s strmim pogledom naslonjen na les. Potem pa poskoč med ritmu pred svati, s kopjem zapleše svoj svatbeni ples. Tri barvice speta čez desno rano, pod levo pa pušic pisanih rož. Klobuk hladi prebeto glavo, ne se pretepata, deček in bož. V kopje zazrte so bele družice, a mladosti im svoje zalične prlave. Kolene ostaj dvigujejo ptice, škorni dežujejo ritmu neba. Trakovi vseh barov, dolgi in zračni, kakšen kopjaš, takšna gostija. Svatje pa kmalu so željni mlačni, k vragu še ples, naj živi požrtija. S težko desnico kopje zažene, zgoščena tišina drsi skozi zrak. Mlado nevesto v prsti zadene, da se razlije svileni oblak. Sonce reka in nebod. Na nabrežju reke Drave se ustavi star gospod. Ko je šopa rečne trave, pljuskne vodo mlaka vod. Star gospod iz davnih dni, s palico iz mededine, ki pogled mu oslepi, lesketal od cel gladine. Zlato se dišči plitvina ob nasprotnem bregu reke. V senci vrbe iz povina starca, ki pripira vek. Veje, noči, zrak in voda, sečna klopca iz lesa. Starka, krhka kot usoda, svetlo pesma snega. Eno sonce je visoko, sredi jasnega neba. Drugo sonce je globoko, v gošči mulja in srca. Vsak na svojem bregu biva, za njima je že dolga pot. V reko se mi včasih zliva, sredi reke pa labod. Si gospod, siva gospa, uročena med stravita. Ko z gladine sprehota, tudi sama poletita. Najlepša hvala. Če mogoče gledam malo v drugačne vode, videti je, da so te tvoje zamisli o knjigah, torej sama promocija, recimo slovenskih dnevnih knjig, ki je bila
ideje, ker je slogan, kot je napiše knjiga. Zdaj večkrat pojavljajo, recimo v medijih, ali pa recimo ena oddaja, se nekako malo skrivnostno namiguje na to. Zdaj, vse še tebe neko, če se kaj popisala, v pravicah knjige, ki so nas napisali. Knjige, ki so nas napisali, ne? Ne vem, Na nek način mi je zelo zanimivo, kako takšni slogani potem nekako preraščajo v neko masovno rabo, recimo tudi križanje. To je, v bistvu je prišel iz ene pesmi, ki so razbili gradi, parafraza. Mislim, da se konča, kdo si poti da piše pesem. Potem smo takrat študirali, to je bil Zdenko Kodrič, pokojni Tomaž Brek, pa jaz, ki smo pač glavnem izdelili na pogledu naslovi. Jaz sem to tako malo vprašal, da je lakam, pa se je prijelo. Danes je bilo zanimiv ta pripis. Ja, sem to videl tudi potem, če pogledaš, kako bi so to, mislim, da so neki zborniki s tem naslovom, mislim, da je Peter Siliči, mislim, da videl, pa še par takih verzij je malo sodljivih, ampak jaz sem isto vesel. Zdaj, če bi od tega življal, mogoče bi bilo bolj Ker tudi tvoje delovanje, drugače Mariboru že prej si omenil Zdenka Kodriča, potem pokojnega Tomaža Brenka. V bistvu ste vi bili na nek način ustvarjalci takrat v 80-ih, predvsem s področja literature, ker ste v bistvu potem kasneje začeli ustvarjati neko novo pot literature, v bistvu iskali ste potem združevali ste, torej in iskali združevanje glasbe literature, pa potem recimo internetni roman. Kako v bistvu snovati takšne ideje in v bistvu potem ohraniti, da postane neka kontinuiteta v Mariboru? Ja, tudi dobro, vsi smo bili radi literaturo, vse, da se zanimalo, ne samo čisto branje, ampak še neko nacionalno literarno učenje, pa takšne stvari. Bilo je pa tudi tako skoraj na ključe, da je bil ta bife Sova, torej v naši knjižnici. Takrat smo bili celo pravi, da gre za nekakšne mariborske šumi. Tam se je vse živo dobivalo in mi smo se tam se je tudi prvič Kodriča, Brenka in tam so bili nekaj zbližali, ko so nas pač podobne stvari zanimale. Smo se nekaj bil odločili, da bi naredili nek festival. Glavno godina sila je bil seveda Zdenko Kodrič, ki je bil takrat med nami tako že uveljavljen. Tomaž Brenk je imel svoje zanimive ideje, da se nekaj svojega prispeva. Videli smo, da stvar ne bo tako lahka, kot smo najprej se zamislili, da če imaš neki knjižni sejem, da boš spovedal, kaj je vse da način naredil, pa mi smo hteli prav nekaj biti v parku, pa spet, da smo se v bistvu morali na neko osnovno naslovnik, to je bil tvoj MKC, takrat je Marcin Vidič. Mislim, da je tudi Čelušen, takrat je nekaj zraven sodeloval, pa tudi ta naš pisec, nekaj August Dimša, je takrat potreba plakate naredil. Ja, potem pa v bistvu so padali, recimo za internetni roman je bil Zdenko je poklical po telefonu, internetni roman bo pisal, internetni roman zdaj je malo smešni, to je tako, da smo se pošiljali v pismih, pravi internetni roman bi zdaj govoral s kliki. Ampak dobro, bil je nekaj časa, je tudi Strehovec, ki je bil takrat, oziroma še zdaj, strokovnjak, zato je tako krasno spredno besedo napisal. Jaz sem prispel kdaj kakaj malo bolj učnikali teme, ker vse, zdaj, ki smo hodili drugačni, kot sem dodali, še nekaj so bili teme, smo nekaj bomo bili pod temo, da so take teme rednika, skratka zgodovina časa, poeziji, slovenskih pesnikov, nekaj takega, kar ni bilo, in bolj sama tema je pa vse razmere prenesla,
Mislim, da takrat, ko je te roman, da so bili čutnosti, tehnologija, nekaj v tem smislu, ne? Naslov in potem nastaja. Potem je to v nekih 3-4 dneh naraslo v veliko kreditov. Zdaj, če se lahko res tudi malo pogovarjam, če se že ti, bi rekel, da pa skoraj nek način res takrat možda razgledati s tem. Tudi, seveda so se dogajali celo videa, odlične literarne, malo razpričamo, to v bistvu vse bi vključili. Recimo, takrat se je neka Vogljubka, čisto prvič je neka, ne, jaz ne bom javno nastopala, jaz ne upam, zdaj pa ona tako suvereno javno nastopala, da smo morali siliti, pa pomem takih, pa potem seveda vse, kar je v Sloveniji pisalo, so takrat vabili, se je vsi otočno zupali, da Zajca, mislim, da ni avtorja, ki ni takrat v Mariboru nastopal. To je bila ena stvar, druga stvar, pa tista, ki smo se mi želeli, Maribor je bil takrat amerikanski razkol med Verico in teh prihajajočih. Mi smo se rekli, pa kaj bi se s tem pokvarjali? Mi pač tačno dela. In smo tudi v prvi smo tudi vključili, recimo, Marvaranja Tartiča, bili smo pri prvi literarni, smo celo takšni, da smo bili ti, ki so avtori, ki so vrni, ki so bili manj, da ste si iskal. Tako da vsaka kreditev je bila, vsaka kreditev je dodala še nekaj, nekaj so se začeli te nočni programi, tako da bi nekaj trenutko po izkušnje to preveč, ne si tisti te krezdekov, ki je še do tvoj bi več to živel, upokojil se je, centro se šel in ni bomo več tako, in sem jaz pa nekaj bi imala, mislim, da je nekaj toliko rekel, da bi to bilo mlajši, takrat se je pa Petra Kovačič že vključevala in mislim, da je ona to odlično nadaljevala točno v takem stilu, ko smo živeli. In se zdaj v bistvu tudi nadaljuje kljub epidemiji in stvari, ki že 2 leti na nek način mešajo štrene. Če počasno skleneva najliterarni večer, vizualna podoba tvojih zbirk za odrasle je razen zbirke Skonice, konice jezika vedno zeleni. Res? Ja. Mislila sem, da to namerno. Imam tukaj zraven. Res? Ne so prvi? Še v tem. Prva ne. Potem tole, pa sem mislila, na nek način tudi v tem. Tako zadnjem intervjuju bi rekel, da so posebno, ker sem pri 42 letih komaj prevedec, pa tega tudi nisem jaz upisal, da sem zelo mlači prevedec, to sem bil šokiran, da so vse zelene, pa tudi prviči. Prva zbirka je bila bela. Belo-črna, ne? Belo-črna, ja. Kaj se tiče prvenca, zakaj je to? Vse odmislim, da v tistem času tudi Danica Križanič imeli pri 41, pa bo tudi ja, vse v bistvu ni bil prvenc, jaz sem prej že izdal, da se je izdal zbirko za otroke, največji časopis na svetu, tako da potem je smel pa že v 80-ih zbirko pod drugačnim naslovom, bi razmerili Gradina za možno obzorje, takrat je bil Herbert Vogler urednik, Frances Forslovič je krasno spredno besedo napisal in je bila v programu, oni so bili, zdaj so predvedcami, kak se je že budovala zbirka, da je eno leto prej Kontrič šel kot pesnik, ne? Časovna, ja, točno spomnim. Potem je pač ali srečni Vogler Marjan, da sem dobil od Barbarja pač vrteno zbirko, kar pisal v gospodarskem gledalih, jaz sem bil takrat strašno razočaran. Sicer bi kasneje naprej pobudo otroško knjigo, po spletu nekaj ključih, tisto otroška, to knjigo ne bo šla, ampak kasneje sem bil pa zelo vesel, da sem nekaj šla, ker sem videl pač tudi nekaj mlad bi bilo, zdaj, da se bi ogromno nekaj bolj boljše popravili, pa tudi sem se odločil, da pač ne za odrasle, pač nekaj časa ne bom, nekaj sem predvsem radijske igre, bi moral nekaj poznal po radijske igre, pa otroški, ter tudi za otroke.
Potem pa smo ravno v okviru demo knjige prvih ali drugih bili pa predstavitev bolnivorskih avtorov, vas pa sem v dvoranu šli, bi bil tam Peter Sebolič, ki je po tem jaz prebral svoje, takoj vstopil v meni, pa je nekaj, to pa moraš še v knjigi, da je pisno, pa si nekaj, ja, pa smo še zvedeli, uspelo besedno pisano, prihod tudi Petra je bila takrat urednica Tomačič, subkulturnega razina, potem je ta zmerka išla, tudi moj prevedec za odrasta. Ja. Borut Gombač, najlepša hvala, da si bil gost na literarnem Stajterku. Zdi se mi, če nekako do konca sklenava tale pogovor, kako v bistvu biti oster opazovalec, torej biti pozoren, filiganski v jeziku in hkrati v bistvu senzibilen do tega, kar te obdaja oziroma o čemer pišeš. Ne vem, kako to biti, to sem pač poslušal to biti, jasno. Imam kdo kakšno vprašanje? Najlepša hvala za vašo pozornost. Z veseljem. Naslednji teden bo gost Brane Mozetič v četrtek ob 7. zvečer. Lahko noč.